ime je Slavko Pregl, rodili so me v Ljubljani, šolal sem se v Ljubljani, v službi sem bil v Ljubljani in živim v Ljubljani, kadar ne pobegnem v Piran. Skratka, sem tipična ljubljanska srajca. Ljubljansko srajco spoznamo po tem, da nosi rjav pulij. Ker živim na robu Ljubljanskega barja, mi dekleta in fantje po Sloveniji pogosto namignejo, da sem močvirnik. Vse življenje pišem knjige, napisal sem jih že nekaj več kot 50. Najraje pišem knjige za otroke od 9. do 99. leta starosti. Če najdem koga, ki je mlajši od 9 let in bere mojo knjigo, mu na licu mesta dovolim, da jo lahko bere naprej. Če pa zalotim koga, ki je starejši od 99 let, mu na licu mesta izdam pisno dovoljenje, da lahko bere moje knjige. Najraje pišem tiste knjige, ki še niso napisane. Med mojimi knjigami so najbolj znane oziroma zelo popularne med dekleti in fanti knjige Odprava zelenega zmaja, Priročnik za klatenje, Genij v kratkih hlačah, Genij v dolgih hlačah, Genij brez hlač in seveda potem Srebro iz modre špilje, Spričevalo in tako naprej do nedavne slikanice o fantu, ki je lepo pozdravljal. Vse moje zgodbe pravzaprav temeljijo oziroma izhajajo iz nekih resničnih dogodkov, iz stvari, ki so se v življenju dogodile, potem pa jim dodam nekaj domišljijskih dodatkov in seveda vsakdo, ki bere mojo knjigo, mora sam ugotoviti, kaj je resnično, kaj je pa dodatek moje domišljije. Všeč mi je, če pišem take knjige, ki so zabavne in seveda svojih knjig ne priporočam dekletom in fantom, ki so radi žalostni, ker seveda tisti, ki preberejo moje knjige, so potem lahko žalostni samo zato, ker ne morejo biti več žalostni. Računam, da bom knjige pisal še nekaj časa in ko me dekleta in fantje po šolah sprašujejo, katera knjiga je moja najboljša knjiga, ne znam odgovoriti oziroma povem tole, da ko pišem knjigo, sem zelo dobre volje in ko končam knjigo, sem še bolj dobre volje in si rečem, no, končno sem napisal eno dobro knjigo, ampak potem to knjigo pogledam čez nekaj časa in ugotovim, da bi kakšno vejico lahko drugače postavil, stavke drugače oblikoval, uporabil kakšno drugo besedo in si rečem, no ja, bo pa moja naslednja knjiga boljša. In potem, ko pišem naslednjo knjigo, si rečem, no, to bo pa ena dobra knjiga, ampak potem se zgodi podobno. Ko jo čez čas preberem, znova vidim, da bi kakšne vejice lahko ostale drugje, kakšne besede bi bile lahko drugačne, stavki bolje zaokroženi in si rečem, no, bo pa moja naslednja knjiga boljša. Tako da računam, da bo najboljša knjiga bo moja zadnja knjiga in upam, da jo še dolgo ne bom napisal. Ker šolarji in šolarke opazijo moje sive lase, me pogosto vprašajo, koliko sem star. In jaz sem v šoli vedno imel rad matematiko in zastavim odgovor v bistvu v obliki vprašanja in rečem, recimo lani bi na to vprašanje odgovoril, da sem star 2020 minus 1945. Na eni šoli je nek fant takoj izračunal, da sem star 3 leta, ena deklica ga je pa popravila in mu povedala, da sem star 1876 let. V resnici sem star nekje na sredi med tema dvema številkama. Pustolovščin na šolah imam ogromno, zelo rad sem med dekleti in fanti in seveda izza njihovih ušes in iz oči pobiram gradivo za svoje zgodbe.
In na neki šoli me je deklica vprašala, kje dobim navdih za svoje pisanje. In sem povedal, da pač navdih dobim v realnem življenju med dekleti in fanti, tako kot so oni. Če mi pa navdiha zmanjka, grem v trgovino in ga kupim kilogram ali dva. In potem me je ta deklica vprašala, katera trgovina je to, da bo šla ona tudi tja. In sem ji povedal, da ne bom povedal te trgovine, ker bi šla ona tja in bi navdiha zame zmanjkalo. Pišem takrat, ko imam idejo, česa bi se lotil, ampak moj delovni postopek je ta, da zelo dolgo premišljujem in šele ko imam zgodbo v glavi, ko imam glavo od znotraj vso popisano, sedem k računalniku in zgodbo prepišem iz te polne glave. Pri pisanju mi pogosto pomaga črna muca, ki je zelo rada v moji delovni sobi. Pogosto se uleže na mojo tipkovnico, kar pomeni, da jo moram božati, in ko je nekako zadovoljna, leže poleg tipkovnice, tako da lahko pišem naprej. In občasno zelo resno gleda v ekran in takrat ne vem pravzaprav, a je zadovoljna ali ni zadovoljna, ampak ker se zlekne nazaj in prede, se mi zdi, da je v redu, da lahko nadaljujem. In upam seveda, da mi bo muca dovolila pisati še in še. In seveda tako, kot sem rekel na začetku, za bralce od 9. do 99. leta. Če je pa kdo star med tema dvema letnicama, pa prav tako lahko bere knjige. In upam, da bo med temi knjigami, ki jih bere, čim več mojih.